Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija Gartner. No, danes bomo govorili o akaških zapisih. In verjetno ste že slišali, da obstajajo akaški zapisi in človek pomisli, kaj neki je to. No, vam povem. Jaz sem prvič slišala za izraz akaški zapisi, ko sem brala knjigo Potovanje duš. In tam piše, kam gre duša po smrti in kako potem duša gre v avtopralnico, ki je v bistvu iz krščanstva, poznamo to avtopralnico kot vice, v glavnem gre na čiščenje, očiščenje avre, da se presvetli z božjo svetlobo in potem gre domov. No, in v tisti knjigi piše, da Mlečna cesta je v osnovi potovanje duš, ki grejo domov, svojo dušno skupino. No, in v glavnem, ko pride duša domov, pride njen vodnik in skupaj z vodnikom pregledata akaške zapise. In v glavnem jaz sem si to predstavljala kot eno veliko knjižnico in tam so zapisana vsa naša čustva. In prav čustva so tista, ki jih absolutno nesemo s seboj v večnost. No, potem sem pa jaz naprej raziskvala, seveda to, kar mene zanima. In ko sem iskala zaporedje 9 čakr, ker v bistvu mi ni ta 7 šlo nikakor v kontekst, in na koncu koncev ta luknja med srčno, pa tukaj solarni pleksus, pa potem spolno, kar vmes ni nič, ja, seveda je popkovna čakra. V glavnem, ko sem odkrivala ta del, sem vzela šestilo, čakajte, vam pokažem, ko ima življenje žur. Tukaj noter, ko ima življenje žur. V glavnem, ko sem pisala to knjigo, sem v bistvu iskala neko zaporedje 9 čakr, usedla sem se za mizo in začela risati šestilom. In rišem šestilom po DNK oziroma po roži življenja, pa po obrisu človeka in na koncu o 1:30 obupam, ker sem rekla, ne obstaja. Ok, pustimo ta zapis oziroma teh 7 čakr, pač pustimo, ne obstaja. In v glavnem, zjutraj, ko vstanem, vidim tole sliko. To sem v glavnem tle gor, glejte, tole sem narisala. Čez celo telo, ampak nekako sem hotela najti 9 ali pa 12 ali pa karkoli, v glavnem ni šlo skupaj. In ko zjutraj vstanem in pogledam to skico, me prešine. To je DNK duše, to je energijski odtis naše duše, ki ga peljemo, ki ga nesemo s seboj v večnost. In zdaj se seveda naprej človek vpraša, kje pa so akaški zapisi, ker takrat še nisem imela pojma o tem, kar se mi potem odprl kanal, da dejansko vidim zapise. Ampak najprej sem svoje zapise šla čistiti, svoje vzorce, svoje kode, ki so na tem balončku zapisane. No, zdaj, da si boste lažje predstavljali, to je v bistvu na ta način. Temu se reče energijsko polje, to je markaba. Markaba je približno 15 metrov v eno smer in 15 metrov v drugo smer, se pravi 30 metrov naše božanske energije. In to mi smo, božanska bitja. In tukaj na sredini noter je to bitje, naše fizično telo, ki je v bistvu samo, tako kot pri Richtertovi lučki, ta pecelj. Se pravi, malenkost od tega, kar je Richtertova lučka. No in v glavnem, v to polje se zapisuje vse. Vse naša čustva, naši strahovi, naša obžalovanja, pač čustva. In zdaj vemo, da ogromno ljudi predeluje nizka čustva. Recimo, na prvo žogo bi človek rekel, ne, saj nikogar ne sovražam. Tudi jaz sem imela na ta način. Ne, jaz nikogar ne sovražam. Ampak, ko sem začela pregledovati moje vzorce, sem prišla do zaključka, da sovražim dušo mojega, zdaj takrat moža, zdaj je bivši mož. In seveda, zakaj rabiš potem neke karmične lekcije? Zaradi tega, da to predelaš. Mogoče imate v svoji družini neke take odnose, ki niso ravno briljantni in si mislite, pa kako je možno, da sem prišel do take družine, pa jaz ne pašem sem, ali pa prišla v tako družino, ne pašem sem. Ja, lejte, to so energijski zapisi in ti energijski zapisi so tukaj z namenom, da jih bomo počistili oziroma prečistili.
Od popka navzdol se nabirajo, so zapisi najbolj nizkih energij, kot so strah, kot je sovraštvo, absolutno, obup, zamera, to je v bistvu vse tako, in zaobljube. Zaobljube so tudi zelo zanimive, ker v bistvu bi človek rekel, pa saj zaobljuba ni nič kaj takega slabega. Ampak ja, glejte, če ste se v nekem drugem življenju zaobljubili, da ne boste nikdar več imeli denarja, v tem življenju denar beži od vas. Zaradi tega, ker še vedno imate to zaobljubo, ker ste mogoče bili v enem drugem življenju nuna ali pa duhovnik in ste takrat sprejeli zaobljubo k revščini. No, in v tem življenju niste jo pozabili, ste jo zbrisati in jo imate še vedno. Ali pa recimo, ogromno ljudi, ki predeluje prekomerno težo, v tem življenju pa ne more shujšati, da je ne vem kaj, so zadaj zaobljube, nikdar več ne bom lačna ali pa lačen. Nikdar več. Še boljše, vedno, ko pridem do kruha, se ga bom najedla ali pa najedel. In ogromno teh ljudi, ki imajo te zaobljube, nikdar več ne bom lačna, delajo v nekih menzah, delajo nekje, kjer so na nek način pri koritu. Za vsak slučaj. A veste, ker če zmanjka za ostale, če si v kuhinji, bo zmerom dosti za jesti. Tako da v glavnem ta čustva so najbolj zapisana na spodnje čakre. Potem sploh strah. Strah vemo, da je orodje teme. Strah je tako neverjetno orodje, da nas drži sključene. Strah pred prihodnostjo, strah pred pomanjkanjem, strah pred življenjem, strah pred smrtjo. Ogromno ljudi predeluje strah pred smrtjo. Zdaj, mislim, da je rekel to Nikola Tesla, da če se bi zavedali, kako veličastna je ta naša duša, se dejansko ne bi bali smrti. Ker je nemogoče, to je tako kot gosenica, ki se boji smrti, recimo, pa ne vem, če se boji, ker na nek način gosenica umre in se pretvori v to juho celic in nastane transformacija vsega tega v metulja. No, dobesedno tako mi predelujemo tukaj kot gosenice na tej zemlji in se pač pretvarjamo oziroma smo v procesu preporodu iz gosenice v metulja. In v bistvu, ko si metulj tako v sebi noter, poletiš. Zanimivo je, nekje sem prebrala, da isti gen, ki ga imajo gosenice, da se pretvorijo, da nastane ta juha celic, se nahaja tudi v človeškem srcu. In neka gospa, to sem vam že govorila, ena gospa, ki jo cenim, res cenim, prav fenomen je. A veste, kaj se je pri njej zgodilo? Ona res je prečistila svojo dušo, spremenila si je barva oči, iz rjave je šla na modro. Ampak to je minimalno, kar se je spremenilo. Spremenila se ji je krvna skupina. In vem, da rečete, pa to je nemogoče, to se ne da. Mogoče pa nimamo pojma, kaj je mogoče. Res mogoče nimamo pojma. In je mogoče veliko več, kot si lahko samo sploh predstavljamo. No, zdaj pa, če gremo naprej, ta energijski odtis oziroma naša duša. Glejte, to je naša višja duša, tukaj smo mi, to je ta naš balonček energije, tukaj je naša vest oziroma Kristusova zavest in od tukaj navzdol marsikdo ima vse zapacan. In ga bolijo kolki, bolijo ga kolena, ima težave s spolnimi organi, moški imajo težave s prostato, ženske imajo miome, ciste in tako naprej. Mnogi imajo težave s hemoroidi, mnogi imajo težave z rakom na debelem črevesju, mnogi imajo polipe in tako naprej. V glavnem, vse, kar je od popka navzdol, vse težave kažejo na to, da imamo močno obremenjeno naše to avrično telo z nizkimi čustvi. No, zdaj pa pojdimo majčkeno pogledati ta nizka čustva. Zdaj pa spet iz knjige, ko ima življenje žur, se pravi kode svetlobe in kode teme. V bistvu, ko mi gremo majčkeno pregledati
svoje vzorce. In to vemo, da se da narediti, da se to da preveriti z mišičnim testom. Recimo zdaj se mi je odprl na strani 403 in sicer tukaj je noter dekodiranje za moške. Ker sem moški, mi ni dovoljeno jokati. Recimo, ker sem moški, mi ni dovoljeno čutiti. V srcu nosim občutek, da nisem dovolj dober. Za nobeno žensko nisem nikdar dovolj dober. Recimo, kdor ima tak program, bo vedno našel nek razlog, zakaj ni dovolj dober in se bo vedno kregal svojo žensko ali ženo. No, zdaj pa grem naprej in gremo pogledati tele kode, ki so povezane s kodo svetlobe oziroma kode teme. Čakajte, upam, da bom jaz to našla, tele kode. V glavnem, to je v knjigi na strani 400, mečkam prej, jaz se vam opravičujem, ampak takole, kode svetlobe in kode teme. Kode teme so na strani 408. Laž, nasilje, jeza, sebičnost, ne bom naštevala, prepir, živčnost. In zdaj za vsako to kodo lahko preverimo. Potrebo imam potem, da živim v laži, recimo. Potrebo imam potem, da sem do sebe nasilen, nasilna ali pa jezna, sebična. Potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Potrebo imam potem, da si dajem kazen in tako naprej. Predvsem povezane so te kode teme, potrebo imam potem. Po čem? Da bežim pred denarjem, pred uspehom, pred življenjem, pred ljubeznijo. Potrebo imam potem, da se skrijem. Potrebo imam potem, vedno je potreba potem. Jaz, ko sem svoje potrebe preverjala, bi človek tako rekel, potrebo imaš po spanju, po hrani, po vodi, jaz sem imela potrebo po zlorabi. Mislim, čistko, kdo si želi tega? Tega si nihče ne želi. Ampak imela sem potrebo po izkoriščenosti, po zlorabi in po tem, da se počutim vedno kot žrtev. Juhej. In koga privlačiš v svoje življenje? Točno take ljudi, ki ti pokažejo, kje imaš ti svoje potrebe. Ker v bistvu točno te naše kode, ki jih imamo zapisane na nižjih čakrah, privlačijo v naše življenje ljudi, ki nam pritiskajo lepo na te rane, da jih mi lahko zavestimo. In zdaj po drugi strani, če pa mi želimo priti iz tega ven, iz teh kod nizkih energij, je pomembno, da najprej preverimo. Se pravi, prva stvar, kaj imam, to je tako kot virus na računalniku. Najprej moramo zaznati, kakšen virus imamo. Naslednji korak je, poiščemo program, ki ga briše, pritisnemo tipko briši, pobrišemo in dodamo nov program, recimo, če je potrebno nadomestiti ta program. Ravno tako deluje zdravilna molitev dekodiranja. Dejansko ustavimo težavo, jo počistimo, se pravi, to je to dihanje, kar sem vas sigurno že učila, glejte, tako vdihnemo, to je briši, potem dodajamo nov program, da se naše življenje polni z Božjo svetlobo, življenjem in ljubeznijo in naslednja stvar, blagoslov. In tukaj to je v bistvu četrti korak. Ko dodajamo energijo naše spodnje čakre, ko si predstavljamo sebe, kako smo srečni, kako žarimo, kako rastemo v pozitivno smer, takrat se vse začne spreminjati. Ker mi imamo tako božansko moč v sebi. Glejte, večina ljudi ima tako avro, obremenjeno, skrčeno. Ampak to pa smo v resnici. In ko začnemo te kode čistiti eno po eno, naša avra postaja vedno bolj močna. In ko postane taka žareča avra, drugače ne more biti, kot da se pomladite, kot da imate več življenjske energije, kot da poletite. Tako delujejo te zadeve. A gremo še na prehod v novo dobo, da vidimo. Jaz te karte uporabljam vsako jutro in sicer na ta način. Stvarnik, kaj je ta trenutek pomembno za mene. No, zdaj pa, kaj je ta trenutek pomembno za vas.
ki ste pogledali tale video do konca, da vidimo stvari, kaj rabijo tele dušice slišati. Ti si bitje svetlobe, to je ta prvo sporočilo. Ti si bitje luči. Tvoje srce je polno brezpogojne ljubezni, pač ustvarjen si po božanski podobi. Ja, življenje ti ponuja lekcije, ampak dovolj si, da stopiš lahkotno čez te lekcije, ker življenje te uči. In naslednja stvar, dovoli, da te napolni radostna energija. Veselim se vsakega dne. Dovoljujem, da ustvarjalna energija napolni mojega duha. Radost. Tako da, glejte, vi bitja svetlobe, dovolite, da se v vašem življenju zgodi naslednji korak. Glejte, karta naslednji korak je, vam pripada sreča, zaslužite si jo. Zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si izobilje vsega dobrega. In zdaj vam bom tole ta zadnjo karto prebrala, karta 47, je karta, ki govori, poslušajte to, svoje sporočilo. Narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in, tukaj sem napisala brez napora, ampak samo in lahkotno. Vse, kar potrebuješ, prihaja samo in lahkotno. Odprite dlani, tako kot sem vam že govorila, da lahko sprejmete to obilje dobrega, ker če ne odpreš dlani, dobro enostavno ne more priti v vaše življenje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodi blagoslov vsega dobrega.